Ko govorimo o raku ustne votline, vedno izhajamo iz tega, kakšna je normalna sluznica v ustni votlini, ki je rožnata, vlažna, elastična, mehka. In takšne so tudi vse mehke strukture, ki jih imamo v ustni votlini oziroma tudi v ustnem žrelu, ki je dosegljiv pregledu skozi usta. Karkoli odstopa od tega v barvi, v elastičnosti, v kvaliteti, pač mora nekdo pogledati, ki bo znal spremembo oceniti. Ali je to modro, ali je to belo, ali je to rjavo, ali je to rdečo, ali je to ulceracija, se pravi razjeda, ki krvavi, ki je večinoma ne boleča, ali pa če se celo že rak razširi v bezgavke na vratu, potem imamo tudi trdeline na vratu lahko in tako naprej. Spremembe, kot so majavost zob, motnje govora, težave pri požiranju so pozne in so že velikokrat znak napredovalnega raka. Ko je rak verificiran, se pravi patohistološko dokazan, ko so opravljene vse potrebne diagnostične preiskave, pacienta predstavimo na konziliju. Na konziliju, ki je multidisciplinaren, pregledamo pacienta vsi, ki zdravimo rak glave in vratu oziroma ustne votline. To smo kirurgi, to so radioterapeuti, to so onkološki internisti oziroma kemoterapeuti. Na teh konziljih se določimo, kakšno bo zdravljenje in oziroma kakšno bo zaporedje zdravljenja. Večinoma rak ustne votline zdravimo najprej kirurško, potem pa glede na slabe prognostične dejavnike, ki jih ugotovimo v preparatu odstranjenega raka, se pravi lokalna razsežnost raka, prizadetost bezgavk in še nekatere druge stvari, se odločimo, ali je potrebno še kakšno od dodatnih zdravljenj, se pravi radioterapija, kemoterapija in tako naprej.